Danes v Pomurskem dnevniku. Franc Gorza s številnimi gosti. Novo krožišče razburja pešce. Dokončna ureditev v kratkem. Nasproti Dore Ljudmila Novak. Vreme jutri pretežno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Zabavna oddaja Dobra volja s Francem Gorzo se danes seli na novo lokacijo. Tudi tokrat je Franc v goste povabil številne domače in tuje glasbenike. Odlična hrvaška glasbenika, Pomurcem še kako dobro znana, Duško Lokin in Ivan Mezga, sta se po vabilu France Gorze z veseljem odzvala. Franc Gorza i ja smo prijatelji, dugo radimo zajedno. Pa čuli ste, imamo jedan duet koji čak i dobro prolazi ovdje. Moram reći, Franc je jedan jako dobar showman, humorista, dobar pjevač i meni je uvijek sa njime i njegovom obitelji, što je najvažnije. Oni rade zajedno. Meni je s njima zaista uživanje raditi i uvijek radim. Nikad nisam, kad me pozvao, nisam rekao da neću. Ja sam prvi put sad ovako ovdje emisiju u Prekomorju, to mi je jako drago, zato jer imam puno prijatelja u Prekomorju, u Prlikije i upjevao sam te pjesme upravo Međimorje i Prekomorje i tako dalje. Franc Gorza pa je tudi tokrat v goste povabil številne domače glasbenike. Med drugim so tokrat tako nastopili tudi Alma, ansambel Klapovih in ansambel Štrk. Glede na to, da sem ponosna Prekmurka, čeprav sem fejs malo doma, ampak se rada udeležim, udejstvujem takšnih stvari in seveda je tudi lepo se podružiti z domačine, si kaj lepega povedati, pa mogoče tudi kakšno novo prijateljstvo skleniti. S Francem Gorzo smo že prijatelji dolga leta in normalno, da smo se odzvali na njegovo povabilo. Sploh pa, ko je taka dobra publika v oddaji, zakaj pa ne bi prišli? Štrki se vedno radi udeležujemo vseh teh prireditev, kjer je prisotna dobra volja, kjer je polno publike in seveda, kjer tudi snema televizija, kot je vaša. Oddaja Dobra volja s Francem Gorzo je zagotovo posebno doživetje. Ali jo spremljate v živo ali pa preko malih ekranov. Oddajo Dobra volja s Francem Gorzo si boste lahko na TV Ideja ogledali vsak petek ob 20:15 in 21:45 ter vsako nedeljo ob 13 in 17. Kot smo že poročali, v središču mesta nastaja novo krožišče. Večina Pomurcev sicer spremembe in preureditev križišča pozdravlja, a trenutna, obstoječa in predvidoma začasna prometna ureditev pešcem povzroča nemalo preglavic. Mnogim prečkanje ceste v središču mesta predstavlja pravi izziv, saj v samem križišču trenutno ni dostopnega prehoda za pešce. Če se denimo napotite od šopinga do občine, se boste morali do najbližjega prehoda sprehoditi vse do Zavoda za zaposlovanje. Tam prečkati cesto in se vrniti do preurejenega križišča, od koder boste lahko pot nato nadaljevali do prehoda za pešce pri Evangeličanski cerkvi. Nastala je torej absurdna situacija, v kateri pešci iščejo nove poti čez cesto, kar pa vodi tudi do prometnih prekrškov. Zaprta cesta, ne moreš prek prehoda za pešce, tukaj smo doma in pač smo se peljali tu in pač tam policajka ustavlja, piše naloge plačilne, samo enostavno ne je prav, ker tam je vse zaprto, ne moreš nikam, tu ni nobenega prehoda, tu tam dol. In kako zdaj naj stanovalec bloka pride v svoj blok, in sem samo tu prečkala, pa sem jo videla. Ampak enostavno sem mislila, pač tam je zaradi varnosti, ne zaradi tega, kada naloge pisala. Ob vsej tej zmedi nastali zaradi nedostopnih prehodov za pešce, niti ni povsem jasno, katere razdalje upoštevati in kje prečkati cesto. Zato lahko samo upamo, da gre pri obstoječi prometni ureditvi resnično le za začasno rešitev. Vendar pa si lahko vsi oddahnemo. Zaskrbljenost, ki sta jo povzročila videz in prehodnost središča mesta, je namreč odveč. Na mestni občini Murska Sobota so potrdili, da je obstoječa prometna ureditev pred zvezdo zgolj začasna rešitev.
Mestno središče in samo krožišče bosta tako ob zaključku del bistveno prijetnejša na pogled. Dokončno ureditev krožišča lahko tako pričakujemo do konca januarja. Izvajalec del Pomgrad cestno podjetje ima za zaključek del, s katerim so začeli pred kratkim, torej na voljo okrog 90 dni od sklenitva pogodbe. Kot smo že poročali, je v okviru izvedbe montažnega krožišča pri Zvezdi predvidena demontaža in rušenje obstoječih semaforjev skupaj s svetlobnimi usmerjevalniki na otokih. Namestili bodo montažne robnike rumeno-črne barve, rekonstruirali cestno razsvetljavo ter uredili taktilne oznake za vodenje senzorno oviranih oseb v območju montažnega krožišča. V oddaji Dora nedeljski pogovori je nasproti Marjana Dore tokrat sedla predsednica Nove Slovenije, krščanskih demokratov, Ljudmila Novak. Ljudmila Novak, sicer profesorica slovenskega ter nemškega jezika in književnosti, je v politiki doživela pravi meteorski vzpon. V zanimivem pogovoru z Marjanom Doro razkriva spomine na svoje začetke, poglede na aktualno politično stanje, pa tudi nekaj utrinkov iz svojega zasebnega življenja. Oddaja Dora nedeljski pogovori bo na sporedu v nedeljo 16. oktobra ob 18. in s ponovitvijo ob 22. V 11. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod se nam obeta kar nekaj zanimivih dvobojev. Nafta bo svoje delo pričela že v soboto, ostali na delo v nedeljo. Prvo srečanje 11. kroga bo za spremembo odigrano v Rakičanu, kjer bodo domačini gostili vodilno Nafto. Najzanimivejši dvoboj, vsaj na papirju, bo ta konec tedna v Drancih, kamor prihaja Tromejnik. Mura ta konec tedna odhaja na gostovanje v Bogojino, kjer jih čaka istoimenski domačini. Beltinci bodo podobno kot Mura imeli vsaj na papirju v tem krogu nekoliko lažje delo. Odhajajo namreč na noge k zadnji ekipi prvenstva Gradu. Turnišče, ki se je ob 2 zmagah nekoliko dvignilo na lestvici, bo gostovalo v Križevcih. Ljutomerčani, ki so v prejšnjem krogu doživeli visok domač poraz proti Čardi, bodo slab vtis skušali popraviti na gostovanju pri predzadnjih Hotizi. Rabelj Ljutomera, Čarda pa bo na domačem terenu gostila Polano. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da so v Pomurju postavili perostatično halo oziroma balon, s katerim so pokrili igrišče. Če vas zanima kje, obiščite sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, v severovzhodni Sloveniji bo občasno več oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Več o vremenu čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli po večini oblačen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Radencih in Murski Soboti namerili 9 stopinj, v Lendavi pa stopinjo več. Jutri bo pretežno jasno, v severovzhodni Sloveniji bo občasno več oblačnosti. Zjutraj in dopoldne pa bo v nižinah megla. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 5 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do prijetnih 16. V nedeljo bo pretežno jasno, popoldne se bo v vzhodni Sloveniji zmerno pooblačilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek se bo od vzhoda pooblačilo, a bo ostalo po večini suho. Več sončnega vremena bo v zahodni Sloveniji. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog stopinje pod lediščem do 5 stopinj nad lediščem, dnevne pa med 9 in 14. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.